Dober večer in lepo pozdravljeni na prvem letošnjem sezonskem dogodku festivala, ne še festivala Stripa Tinta, ampak stripovskih dogodkov, ki jih tukaj v Kinu Šiška čez sezono vse tja do poletja enkrat na mesec izvajamo. Mimogrede naj vas seveda še povabim na festival, ki se bo odvil prihodnji mesec med 6. in 10. oktobrom po celi Ljubljani, kako besedo več mogoče še ob koncu. Ampak danes pa začenjamo, kot rečeno, stripovsko sezono leta 2021 tukaj v Kinu Šiška in to kar z okroglo mizo. Imamo to čast, da je z nami tudi gost iz Francije, L'Homme Étoile oziroma zvezdni človek, kot bi to direktno prevedli. Seveda pa imamo zraven tudi gospodično prevajalko, ki nam bo njegove besede tudi prevedla. Z nami je tudi Matej Kocjan-Koco, stripovski avtor, takisto je stripovski avtor Ciril Horjak in pa z nami še moderator, stripovski poznavalec in publicist Žiga Valetič, ki bo tole današnjo okroglo mizo tudi vodil. Upam, da se bodo pojavila tudi kakšna vprašanja, ki jih boste zagotovo lahko na koncu tudi zastavili. Zdaj pa vam predajam mikrofone in otvarjam sezono stripa v Kinu Šiška. Bravo. Začnimo. Današnji večer, izhodišče je bilo seveda, tako kot je Pija povedala, strip na življenje našega današnjega gosta, ki ima nadimek Zvezdni človek, ime pa mu je Xavier. A sem prav povedal? Okay. Kako? Xavier. Okay. Hvala lepa. Tudi druga dva naša gosta imata svoje nadimke in začel bi jaz najprej, preden začnemo sploh celotno tematiko, bi vprašal vse tri, zakaj striparji uporabljate nadimke? Ok, Matej, pri tebi ni toliko zapleteno, Koco, Kocjan, ampak mogoče česa ne vem, ne? Ampak po drugi strani Ciril, doktor Horovic, odkje to, zakaj, ne? In seveda tudi zvezdni človek, ne? Kaj pravzaprav, mogoče kar najprej njega vprašam, kaj ga je navdahnilo, da je v bistvu ta nadimek Zvezdni človek uporabljal in ga uporablja za svoj strip in ga uporablja tudi pri drugih stripovskih izdelkih, to me zanima. Mon surnom me vient d'une anecdote que je raconte dans À la vie. C'est une patiente en fait qui m'a attribué ce petit nom parce que je pense qu'elle n'a pas fait attention au nom qui était inscrit sur ma blouse et donc elle m'a désigné aux étoiles qui sont tatouées autour de mon coude. Et c'était finalement, comment dire, le symbole, la concrétisation de tout ce que j'ai essayé de mettre dans sa chambre après 5 jours de galère pour tenter d'apporter un petit peu de vie à cette patiente. Donc quand il a s'agit de réunir toutes mes histoires sous un pseudonyme, c'est celui-là que j'ai utilisé. Ime mu je dala v bistvu ena od njegovih pacientk, s katero je imel na začetku zelo težko vzpostavil stik. Kar nekaj dni se je trudil, da bi prišel blizu in verjetno ni bila pozorna na ime, ki ga je imel na svojem bedžu, ampak je pač ga poimenovala po teh tatujih, ki jih ima po roki. Hvala. In nekako je to ime verjetno zaobjelo vse to, kar je prinesel v njeno sobo v tistih dneh, ko jo je obiskoval. Tako, torej strip na življenje govori o oddelku paliativne oskrbe, ne, torej o njegovem osebnem delu na tem oddelku kot medicinski tehnik in seveda to pomeni, da ima vsakodnevni stik z ljudmi, ki odhajajo z tega sveta zaradi različnih bolezni. To je ta ena od pacientk, o kateri je Katja govorila, ne. Ok, dajte mi še vidva povedati. V tistem trenutku se mi je zdela to prava odločitev. Je pa malo daljša zgodba, tako da samo to lahko povem. Ja. Zakaj pa sploh psevdonim?
Mislim, če ti kaj pomaga, včeraj sem se vpisal drugi letnik na doktorskem študiju, tako da sem bliže temu, recimo. Okay. Sej, bom kar svojim. Moj nadimek je nastal bolj organsko, v bistvu v šoli, da niso me klicali z mojim priimkom, so mi dali nadimek Koco. In to se je nekako postal prepoznavni znak. In ko enkrat vstopiš v svet umetnosti, mislim, da je nek nadimek, nek trademark umetnika, da ga loči od ostalih in tako nekako organsko se je vzpostavil in sem ga ohranil do zdaj. Drugače pa se mi zdi fina zadeva pri teh nadimkih tudi ta, da na nek način tisti, ki jih zanima avtor, se malo poglobijo tudi potem v ozadje njegovega dela, da spoznajo sploh, kdo je kot človek. Po drugi strani je pa tudi zaščita, če pa delaš, bi rekel, kot izpostavljen umetnik nekje, kot karikaturist ali pa komentator politični, ne, kjer v bistvu ta nadimek zakamuflira tvojo identiteto in potem tako kot ten stric iz ozadja strašiš v nekih revijah in medijih. Ne. Tako. In poznamo seveda tudi mnoge druge avtorje stripa, Mebius, Ninel, TBC in tako naprej, ne, ki so bolj in manj znani. Ne. No, pa pojdimo zdaj do naše teme. Se pravi, strip kot pričevanje je pravzaprav današnja tema. Pričevanje v smislu, po eni strani je pričevanje avtobiografska izpoved, neke osebno izpovedni stripi so to, in po drugi strani seveda pripoveduje neko zgodbo še nečesa drugega, se pravi, ima neko dokumentarno, poučno, na trenutke celo didaktično vrednost. In to je ta nek presek pričevanja, o tem bomo danes govorili, malo bolj se bomo pa osredotočili pravzaprav na primere avtobiografskih stripov o zdravju, o duševnem in telesnem zdravju, ker drugače gremo še zelo daleč lahko v vojne filme, ne filme, stripe, stripe, ki so popotniški, stripe o begunstvu, torej o migracijah in tako naprej. To vse so pričevanja, ki nam povejo veliko o zgodovini in o neki osebni izkušnji dotičnega striparja oziroma striparke. Mi bomo šli danes v bistvu pogledati, kako je z stripi o zdravju, in seveda prvi strip je tukaj Na življenje, in ker je avtor stripa danes imel že 5 intervjujev in že mislim, da 2 dogodka za sabo, bomo zdaj najprej prepustili drugima dvema, da povesta, kako sta ona dva doživela ta strip Na življenje. Smem jaz. V leta 2019 poleti je moj brat dvojček Metod izvedel, da njegov 3 leta in pol star sin, da ima njegov 3 leta in pol star sin raka. Zelo redka bolezen, zelo huda in zelo razširjena. In leto pa pol so se borili in moram reči, da zdaj je uspešno. Zaenkrat je deček dobro zazdravljen. Je bilo pa to poletje s tem spoznanjem, da je potrkal rak tudi na vrata naše družine. Leto, ki je pomenil začetek mnogih odhodov. Umrla sta mi 2 zelo, zelo draga prijatelja v letu 2020. Enega sem spremljal tudi in govoril še z njim tudi v urah, ko je še to zmogel. Tik preden je nehal govoriti, ko je rak pri tem mojem prijatelju pač dosegel svoje in ni mogel več govoriti. 3 tedne nazaj sva bila pa z ženo na obisku pri očetu mojega najboljšega prijatelja. In seveda, imeti najboljšega prijatelja, kot ga imam jaz, ni enostavna reč. To je težek odnos, ki ga mora oba dva vzdrževati, ampak si ostajava zvesta. In ko je oče zbolel usodno,
tudi zaradi raka, sem se zavedal, da sem se navezal tudi na očeta, mojega najboljšega prijatelja. Japonski pesnik Kenji Miyazawa v znameniti pesmi Kljub dežju reče nekako tako, če je na zahodu človek, ki umira, pojdi tja in mu reči, ni razloga za strah. Ampak jaz sem z očetom tega mojega prijatelja na tako rekoč na njegovi smrtni postelji, ker je nekaj dni kasneje umrl, mi da smo pokali vice, ne. On se je smejal, ne. In on je mene nasmejal in jaz sem njega nasmejal. Pol je pa prišla ta knjiga po pošti. Meni je poštar prinesel, jaz moram priznati, da je pri meni odprla vrata nekih bolečin, ki so se nabrale v teh letih, tako da jaz sem jokal in moja edina pripomba pomembna pri tej knjigi je to, da je mogoče papir neprimeren, mora biti nek vodoodporen papir. Tako da to je vse, kar lahko povem. Skratka, zelo ganljivo in v formi pripovedi, v stilizaciji stripovskega lika izredno dobro ubrana zgodba. Prav ničesar ni, kar bi bilo v tej zgodbi odveč in tisto, kar bi tej zgodbi dodajal, bi tej zgodbi samo, tem zgodbam samo škodilo. Tako da ta minimalizem teh finih prostorov, dvogovorov dveh oseb, celo kadrov ne potrebuje ta strip, ne. Ta minimalizem je čudovita posoda za ta čustva. Dejansko je, v bistvu so to, gre za 12 kratkih ali 13 kratkih utrinkov, eni so zelo kratki, eni so malo daljši, s tem, da tudi bralcu in bralki pušča pravzaprav, da sam napolni ta prazni prostor, ne. Se pravi, včasih moraš zdaj razmišljati, kaj se je zgodilo, ker sta to samo 2-3 strani in so kar preskoki in potem se zaveš, da je že konec, čak, kaj pa je sploh tukaj bilo? In pol še enkrat gledaš in najdeš zgodbo o ponovnem branju in tako, aha. Skratka, je dovolj prostora, ni vse na pladnju prinašeno, ampak so tudi neizrečene stvari, ne. Matej, kako si pa ti to prebral? Ja, tako intenzivno kot Ciril sigurno ne. Sem tudi jaz doživel zdaj v teh letih nekaj odhodov, ampak smo jih nekako preboleli in tudi niso bili na ta način mučni, da bi leta in leta se vlekli, ne. Moram pa reči, da jaz v bistvu kar priznam temu stripu kot eno izredno kvaliteto in umetniški element, ki ga je treba poudariti, je, da te preko, bomo rekli, ne me narobe razumeti, preko laži, ne, torej preko nekih, bomo rekli, eskapizmov, ne, kako on v bistvu se sooča s temi svojimi pacienti, jih privede do tega, da se potem oni sprijaznijo s to svojo smrtjo, ne, oziroma prihajajočo smrtjo in boleznijo, ki jih bo ugonobila v kratkem, ne. Tako da odlično izbrana tema, tudi na nek način zakamuflirana v ta neki stripovski format likov, ki so zelo všečni, ki so pritegnejo gledalca, ki je tak klasičen strip bralec, ne, ampak ti postrežejo po nekaj, kar je podobno udarcu v obraz, ne. Torej, ne pričakuješ, kaj boš dobil noter, te gane, te prevzame in potem zadevo nekako prebereš na mah do konca, ne. Tako da moram reči, da kot osebna izkušnja zelo lepa, tudi kot oblika stripa zelo premišljena, tako moram priznati. Strip je pravzaprav prosim, oziroma strip je pravzaprav izhajal kot spletni strip, ne, na internetu, če sem prav razumel, oziroma na Instagramu, a ne. Tako da v bistvu forma je pravzaprav nekako povzeta, že medij kot Instagram verjetno je narekoval delno formo. Mogoče bi najprej kaj o tem povedal, kako je do forme prihajalo.
Je me suis pas trop posé la question en fait. J'avais envie de raconter ces histoires parce que, avant toute chose, j'avais envie de partager ce que je vivais au travail parce qu'on m'invite rarement à parler de mon travail. euh, Parce que les soins palliatifs sont toujours auréolés de beaucoup de mystères, d'inquiétudes et d'obscurité. Et donc je fais partie de cette catégorie de personnes à laquelle on ne demande jamais comment s'est passée sa journée au travail. Ja, nisi preveč postavljal vprašanj glede forme, to je prišlo zelo spontano. Njegovo delo je tako, da v resnici ga ljudje ne radi sprašujejo, kako si se imel danes v službi, ker je pač narava njegovega dela takšna. Et c'est suite à ma rencontre avec Mathilde, qui a été, je pense, vraiment un tournant dans ma carrière, parce que ça a été une belle prise en charge, ça a été un beau décès. Et c'est vrai que souvent on a du mal à ajouter l'adjectif beau au mot décès ou au mot mort. Et j'ai vraiment ressenti l'envie et le besoin de partager ça autour de moi, de montrer aux gens qu'on peut bien mourir en soins palliatifs, qu'on peut y vivre des moments très forts de tendresse, d'échange, de partage et d'amour. Et je l'ai fait de manière très spontanée, comme j'avais envie de le raconter en fait. Zgodba Matilde, ki jo vidite en delček zadaj na platnu, je v bistvu povzročila ta premik oziroma obrat v njegovi karieri, ko si je zaželel te trenutke lepega odhoda, kar je mogoče paradoksalno, ampak želel si je pokazati, da je tudi odhod iz tega sveta oziroma smrt lahko lepa. In vedno si je želel to deliti z drugimi in v tem trenutku, ko se mu je zgodila ta zgodba z Matildo, je to enostavno naravno prišlo na papir. Lahko še jaz nekaj dodam. Jaz vidim tle terapijo, ki izvaja avtor sam sabo. In na nek način potem terapija to tudi za bralca, ki ima podobno izkušnjo. Tako da vedno je ta dualnost. Ne. Jaz mislim, da noben izkustven strip, ne, vsej, tako bomo rekli, tudi žanrski stripi skrivajo kakšne avtobiografske elemente avtorja. Čeprav so zakamuflirani za nekim žanrom, za neko zgodbo, ki se lahko dogaja čisto nekje drugje, v drugih dimenzijah in podobno. Ne. Ampak vedno lahko avtor projicira nekaj svojega noter in to predela kot neko refleksijo, ki jo potem lahko bralec prepozna, ne, in se uživi vanjo oziroma podoživi tako kot je avtor. Ne. Tako da umetnost je terapevtsko početje, ne, v osnovi. Ne samo stripovska umetnost, tudi druge. Ne. Avtobiografska, osebno izpovedna, še zlasti. Ne? Vprašal bi tudi v bistvu avtorja, kako je sploh prišel do tega, da bi začel pisati, da bi začel ta strip ustvarjati. Kaj je bila ta njegova primarna potreba? Pa še v bistvu, a ustvarja še kakšne druge stripe? J'ai toujours adoré la bande dessinée. Ça fait partie de mon ADN de belge, je pense. Et j'ai toujours aimé lire des histoires, raconter des histoires. Et c'était un rêve d'enfant, en fait, de pouvoir partager mes histoires avec un public. Je n'aurais pas parié sur ces anecdotes de soins palliatifs. Ça a été une belle opportunité en fait et une réponse au-delà de mes attentes sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je pense que Ok. Xavier pravi, da je v bistvu strip že da ima to že v svojem DNK, zato ker je Belgic in je nekako rastel že od otroštva stripi in vedno si je želel pripovedovati zgodbe na ta način. In ko je začel delati v paliativi, se je to zgodilo nekako spontano. Ta želja potem, da pripoveduje. Pač o tem stripu je pa se začelo s to zgodbo, ki jo je prej omenil. Okay. Kaj pa še kakšne druge stripovske teme? Ga tudi to zanima? To me tudi zanima. Ja. Là, en fait, j'ai sorti donc deux bandes dessinées autour de mes aventures d'homme étoilé.
Et pour la prochaine bande dessinée, je voudrais raconter quelque chose qui est plus de l'ordre de la fiction, qui reste quand même ancré dans le milieu médical et hospitalier qui m'est cher, mais quelque chose qui se décentre un petit peu de mon personnage. Donc voilà, c'est un gros pari pour moi parce que dans cette aventure éditoriale, comment dire, je me suis fait connaître grâce à mon personnage, donc là ça va être un gros pari, mais je pense que ça va être intéressant. Napisal je že 2 stripa, ki pripovedujeta v bistvu o njegovem delu v paliativni oskrbi. Zdaj pa pripravlja 3., ki še nekako zori. Še vedno bo to v okolju bolnišničnem, ki mu je drag in blizu, ampak bo bolj fiction strip. Tako da v bistvu želi preseči to svojo figuro zveznega človeka in narediti zgodbo, qui n'est toliko vezana na njega kot osrednji lik. Mais je termine juste ce que je disais avant. Du coup, le but premier, c'était vraiment plus de rendre hommage à des personnes qui ont jalonné mon parcours de soignant, qui m'ont fait grandir en tant que soignant et aussi en tant que com, et de laisser quelque part une trace d'eux. Et souvent, je me plais à me dire que eux ne sauront jamais que j'ai fait d'eux les héros et les héroïnes de mes histoires. Mais ça me plaît en fait, c'est une manière de leur offrir leur petite part d'éternité et ça me plaît. Ja, v bistvu prvi namen je bil narediti neke vrste omaž vsem tem osebam, ki so nekako tlakovale njegovo pot v tej njegovi profesionalni poti. Hkrati, kar je pa ganljivo, je to, da v bistvu se je hkrati zavedal, da te osebe nikoli ne bodo vedele, da jim je posvetil te zgodbe v stripu. In, ja. Bojo pa ostale za svojce in za bralce, da vidimo, da pravzaprav vsak človek šteje, ne glede na to, da je pozabljen. En vidik, ki se mi zdi tukaj tudi pomemben, je seveda humor. Kljub temu, da je pravzaprav tema zelo zahtevna, dokončna na nek način. In me zanima, v bistvu midva sva se pred nekaj časa pogovarjala, Ciril, omenil si stripovski glagol kot nek pojem, kjer pravzaprav strip izrazi svojo moč, da pravzaprav pokaže neke zelo zahtevne stvari v zelo hitrih korakih, na zelo dostopen način, da pravzaprav zelo v globino in do bolečine pridemo tak, nas posrka noter ta kombinacija besede, slike. In seveda ta kontrastnost, kot sem rekel, humor in smrt, a ne? Smeh in smrt. Lahko kaj poveš o tem stripovskem glagolu? Okay, povedal bom najprej en vic. Grejo, babica pokliče 3 vnuke. Prav, vnukci moji, prav, kaj študirate? Prav, za starejši povej. Prav, jaz študiram gradbeništvo. Prav, to, sine, prav, ti boš zgradil za babico hiško, a ne? Super, sine. Ta drug povej, kaj ti študiraš? Prav, medicino. To, ti boš za babico skrbel, da boš zdrava, da boš jo k sebi spravljal. Kaj pa ti študiraš, ta tretji? Primerjalno književnost. A ja, babica naj se pa jebe, ali kaj? Okay. Zdaj, tle nek paradoks je s tem stripom, da imamo tega, ki pravzaprav govori v stripovskem jeziku in bi lahko bil študent primerjalne književnosti iz tega vica, ne? Ta vendar lahko nekaj naredi za babico. Ne? Glede stripovskega jezika pa samo to, gre za izredno učinkovit, ekonomičen jezik, ki z malo sredstvi ogromno lahko prinese. Toliko.
če bi šel vzel tu naprej, v detajle smo že pol v hudi teoriji. Ok, bo šel Matej naprej. Ja, zdaj, če hočeš, da izpeljemo naprej stripovski glagol, jaz ne vem točno, kaj to pomeni, tako kot si Ciril to predstavlja. Ne, jaz bi se vrnil nazaj na ta naslov današnjega predavanja, torej pričevanje o stripu. In malo sem razmišljal o besedah, kot so pričevanje in kaj pomeni pričevanje. Torej, priča je v bistvu v pravnem jeziku nekdo, ki potrdi neko resnico. In v kakšnem odnosu je resnica do umetnosti. In se pač vrnemo na tiste dva filozofa, ki jih poznamo iz antike, torej Platona in Aristotela, kjer Platon trdi, da umetnost je posnetek posnetka, umetnik je dvojni lažnivec, zato ker njegova ideja je ta, da obstaja svet idej, ki je popoln in materializacija teh idej je nepopolna in človek, ker je tudi materializacija na nek način neke ideje, je nepopolnež, ki poskuša nepopolne stvari upodabljati. Jaz nisem platonist in se z njim ne strinjam, sem bolj privrženec njegovega učenca Aristotela, ki je ohranil to idejo hiperuranja in teh popolnih idej, ampak je pa naredil eno zanimivo refleksijo v tem smislu. Je trdil, da človek se zaveda samega sebe, se zaveda svoje nepopolnosti in ker se tega zaveda, lahko tudi vrne nazaj nepopolne stvari proti konceptu idej oziroma svetu idej. In to mislim, da dela vsaka umetnost. Torej, bomo rekli stvari, ki so naključne, ki izgledajo kaotične, nejasne, se dogajajo tako pač nepovezano, se nam zdi, ali pa rutinsko vsak dan. Naprimer, zdaj, če opišem današnji dan oziroma mojo pot v Ljubljano, sem se vozil z avtom v Ljubljano, sem si vseknil nos, opazoval promet na cesti, nekdo mi je silil prednost, sem se mu moral umakniti, poslušal nekaj na radio, oddajo, prišel v Ljubljano, sta prileteli dve mušici mi vetrobransko steklo, moral počistiti vetrobransko steklo. To je zdaj neka taka brezvezna vsakdanja pripoved, ki lahko doživimo vsakeč, ko se pripeljemo v Ljubljano. Umetniški jezik to spremeni. Reče, počutil sem se čudno, pa nisem bil bolan. Dogajanje na cesti me ni ganilo. Radio je v bistvu zvenel kot neko šumenje po strani in nisem mu posvečal neke posebne pozornosti. Ampak potem, ko ste strešili tiste dve mušici, vetrobransko steklo, sem začutil pritisk, ki se je nabiral cel dan nad mano. In zdaj to nastane zgodba. Torej, iz nekih nepovezanih ali pa nekih vtisov se začne ustvarjati zgodba, ne nazadnje proza in umetnost. In umetnost je v svoji osnovi lažniva, tako kot Platon je imel prav. V bistvu stvari, ki jih umetnik upodablja, so lažnive, ampak skozi to laž prideš do neke resnice. In to je pač, bomo rekli, koncept, ki še danes velja v vseh nivojih umetnosti, sploh pa likovne. Tako da v bistvu dobri stripi, ki jim lahko rečemo, da so tudi imajo ta umetniški nivo, te znajo popeljati preko tega lažnivega, bomo rekli, kulise, likov in podobno, do nekih zelo, bomo rekli, resničnih vzorcev, ki pač krojijo naše življenja in nas ganejo in nas prevzamejo predvsem. In zato je pa umetnost tudi v tem smislu terapevtska, ker ljudje ne radi slišimo pač resnico. Mi raje poslušamo laži. Jaz, naprimer, nimam žene danes s sabo, ampak ja, ne nosi sabo, ampak mi ne bo mogla pač zdaj, kaj tle za ušesa zavijati jih. Ona dostikrat me vpraša, kaj si ti misliš o temu, ampak že vidim, da hoče, da se malo zlažem, da nisem preveč neposreden. Ker če sem preveč neposreden, pol je pa še jezna name. Jo ne potolažim, pa jo spravim pred dejstvo. Tako da jaz mislim, da ravno kvaliteta umetnosti je ta, da zna narediti ta obvod ali pa obvoz. In naprimer ta strip konkretno, na življenje je nekaj takega. Ker v bistvu te prevzame kot nek klasičen strip, padeš hitro van, ampak potem se ti bo odpre neka tema, ki je najraje ne bi gledal oziroma ne bi po njej poslušal, ne bi njej bral. In tako, če kot nek nedeljski filozof zdaj tle zaključim to misel. Saj je tako, potem bomo šli pogledati tudi več primerov in vsi to vrstni stripi so taki, seveda, to je nekaj, kar te na prvi pogled odbija, čim zveš za temo, ampak po dveh straneh si ponavadi noter in
pol ne moreš več, pol si že pohan in pečen in moraš iti do konca. Xavierja bi vprašal, kako je pravzaprav, se pravi, njegovo delo je po mojem, čeprav razumem, predvsem monotono, seveda, na nek način, to se pravi, ne mara oziroma redko ga kdo vpraša, kaj je delo v službi, ker je to nekako počasno, zahtevno delo, hkrati pa pride do obratov, hkrati pa pride do nekih dramatičnih zasukov v smislu humorja, v smislu nekega preboja. Spomnim se, ena zgodba je bila, ena gospa, ki je bila skozi resna, nič ni govorila, ni se odprla, to ni bilo nič od nje, ne. Ampak on je vztrajal in sta delala in je vztrajal in sta delala in ona se je upirala in ne. Do trenutka, ko je na nek način se zlomila, zjokala in se odprla, ne. In se je stvar prevesila v to, pravzaprav ključno, čeprav razumem, pri paliativi je, da človek sprejme to dejstvo, ki je pač pred njim in da pravzaprav se mu prepusti, ne. In včasih se ljudje oklepamo življenja do onemoglosti in pač nočemo sprejeti, ne. In seveda tukaj so radikalni dramski zasuki sredi neke dolge, večne monotonije, ne, tako si predstavljam. In pravzaprav zanima pa me pravzaprav, kako humor pri temu pomaga. Videli smo to njegovo ljubezen do glasbe, ki jo je z različnimi pacienti tukaj izživljal in on in oni, ne, in je ta glasba bila tak terapevtski moment. No, da ne bom predolg z vprašanjem, humor pa glasba, no, to dvoje me zanima. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la perspective de la mort. Et on chemine, enfin en tout cas les patients que je soigne cheminent tous à leur rythme, à travers les différentes étapes du deuil. Et là on parle presque plus de psychanalyse, hein. Et je pense que notre rôle en tant que soignant, c'est d'identifier où en sont chacun de ces patients dans ces différentes étapes du deuil et comment les accompagner au mieux pour cheminer à travers ces étapes et viser idéalement une forme de résilience et d'acceptation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut tout envisager de tout construire. Vsak pacient ima svoj način, svoj pristop, kako pride do tega v bistvu že žalovanja. In naloga spremljevalca oziroma negovalca je to, da najde ta način, ki je vsakemu lasten in da ga popelje naprej. Et c'est parfois un travail de longue haleine et face auquel on doit se reconnaître humble parce qu'on n'y arrive pas toujours. On a des patients qui restent vraiment bloqués à cette étape de la dépression, qui est l'étape la plus longue et la plus pénible du processus de deuil. Et notre rôle, voilà, c'est un rôle d'enquêteur, c'est un rôle aussi qui consiste à rester dans la proposition de manière permanente. Pour tenter d'apporter dans chaque chambre un peu de vie, si le patient est prêt à l'accueillir. Mais je pense que, enfin, je te laisse déjà traduire ça. Ja, to je v bistvu delo na dolgi rok, na dolgo sapo v francoščini. In v bistvu vsak pacient ima nek svoj pristop in oziroma vsak bolničar ima nek svoj pristop in on ga primerja kot z neke vrste raziskovalcem, ki pozorno čuječe opazuje vsakega in si poskuša vsak dan prinesti nekaj življenja v te sobe, kljub temu, da so nekateri zelo zadržani, da se težko odprejo, da je v bistvu ta trenutek, ko sprejmejo, lahko zelo oddaljen, čeprav se smrt bliža. Et je pense qu'on peut avoir un quotidien très routinier et très monotone en soins palliatifs.
si on n'a pas à cœur de se donner les moyens de faire de chaque journée quelque chose de constructif et d'intéressant. On peut être un infirmier lambda qui pose des perfusions, donne des soins, sans plus de conviction, et finalement ça n'apporte rien à personne, ni aux patients, ni à nous, soignants. Ou on peut être cet infirmier qui justement... J'avais une prof quand j'étais à l'école qui me disait: votre métier c'est un métier de défi et chaque jour vous aurez de nouveaux défis à relever, et soit vous vous planquerez comme des lâches parce que vous avez peur ou vous n'avez pas envie, soit vous vous direz voilà, j'ai envie d'être là, j'ai envie de donner un peu plus de ma personne et d'accomplir de grandes choses avec mes patients. Ta poklic negovalca oziroma v paliativi je lahko zelo rutinski, zelo dolgočasen na nek način, lahko pač samo daješ transfuzije, zdravila in tako naprej. Lahko pa si daš izziv, in en od njegovih profesorjev v šoli mu je rekel, da je čar tega, da si vsak dan daš izziv, kako preseči to, kako v bistvu prinesti nekaj novega, nekaj živega, življenjskega. Zdaj gremo pa lahko malo pogledati za intermezzo. V bistvu še druge stripe, primere stripov, ki se ukvarjajo z duševnim oziroma telesnim zdravjem. Zelo na kratko bom povedal njihove vsebine. To je zbirka zgodb o duševnem zdravju oziroma o duševnih boleznih. Zgodbe z psihiatrije, te prevodi so pač moji, to niso večinoma slovenske zgodbe. To je črno-bel strip, zelo podobno, mlad človek, ki je delal v psihiatrični bolnišnici in je potem v bistvu šel skozi vse te shizofrenije, bipolarna motnja, depresija, in je pravzaprav te kratke zgodbe, vtise s pacientkami in pacienti potem tukaj notri beležil. To so zelo pravzaprav dosti krute zgodbe, ampak strip in človeško si pač nista tuja, ne. Sta si blizu. Potem tole Šivi, tole od avtorja Davida Smola, to je v bistvu klasika take osebno izpovednega stripa. V bistvu zelo čudna zgodba. To je bil mlad fant, ki je imel težave z dihanjem, otrok, in njegov oče in mama sta bila, mislim, da oba zdravnika. Oče je bil radiolog in je bil prepričan, da če bo sina obseval z rentgenskimi žarki, da bo se njegova bolezen popravila, in seveda je sinu nakopal raka. Tako da so mu na koncu glasilke odstranili, niti govoril več, doma so imeli pa v bistvu zelo mučno vzdušje že nasploh, tako da mislim, da ko je odrastel, da niti ni starši hotel kaj dosti več imeti, ali sta pa tudi celo umrla, se ne vem. Ampak zgodba o zelo čudni mladosti in zelo čudnem otroštvu. Harvey Pekar, Joyce Brabner, Najino leto z rakom, Our Cancer Year, to je pravzaprav bilo eno leto, ko je on imel raka, ki ga je potem nekako pozdravil, in sta pisala, hkrati sta se selila, seveda rak in vse druge življenjske tegobe pač so še vedno prisotne, in to je v bistvu strip o tem, o mnogih enih kombinacijah soočenja z boleznijo in seveda z realnim življenjem, ki zna biti zelo zahtevno. Potem je strip Mamin rak, to sem pravzaprav jaz iniciiral, da smo izdali v Sloveniji. To je bil strip, ki je dobil prvo Eisnerjevo nagrado za spletni strip. Tudi ta strip je pravzaprav nastajal na internetu in je imel tako kot naš današnji gost ogromno sledilcev. Ogromno ljudi se je pravzaprav istovetilo po internetu in šele pozneje so to dali v knjigo. In tudi avtor je rekel, da je sprva mislil, da bo to zgodba o smrti, ampak v resnici je bila mama ena od zelo redkih, ki so se s to vrsto raka pozdravili, vsaj za nekaj časa. Tako da je tudi zgodba o upanju. Potem še ena zgodba, Med valovi, to je zelo zanimiva, zelo lepa zgodba, to je čudovita zgodba.
ta mlada ženska zboli za rakom, zgodbo piše pa njen fant. Hkrati pa to on naredi še zgodbo o zgodovini surfanja. Skratka, imamo dve pripovedni niti, kar je nasploh zelo scenaristično bistroumno in tudi zelo dobro se obnese. Skratka, ampak seveda ona tudi umre in je zahteven strip, ampak čudovit. Ne? Potem imamo Avtizem, to je zelo znan strip Marija in jaz, to je oče in hči. Oče sicer ne živi s to svojo hčerjo, hči živi z mamo, mislim, da z očimom, ampak oče jo pelje na počitnice vsako leto in na vsake toliko časa sta skupaj in potem je tukaj, ko gresta onadva na počitnice. To je v bistvu en zelo priljubljen, zelo znan strip, pri nas ga pač nimamo. Seveda, na božjastni poti, epilepsija, to je ena največjih stripovskih zgodb v sodobnem času, mislim, da nasploh. V 3 delih je to išlo pri nas. To je pač kruta bitka z epilepsijo brata tega avtorja in seveda kako se cela družina podredi tej radikalni bolezni, ki pravzaprav od jutra do večera jih ima vse skupaj, bom rekel, v polni pripravljenosti. Tudi zelo umetniški strip, neverjeten, izjemna stvar. No, na koncu, to je bil kratek pregled, teh stripov je še mnogo. Ampak to so bili samo pač neki primeri. Hkrati imamo pa tudi naša dva današnja gosta, ne, sta pa tudi naredila avtobiografske stripe. Ciril je naredil tak poučni, skoraj didaktični strip, Endodonto stripa, ne, je v slovenščini, kjer pravzaprav bo sam povedal, no, kaj je. Matej je pa naredil Pagatovo izpoved, ki nima zdaj mogoče neposredne veze ravno z zdravjem, ne, pa čeprav gre tukaj za ta coming out of age, ne, se pravi zgodba o odraščanju, ta zgodna odraslost, kjer pravzaprav pozno najstništvo, zgodna odraslost, kjer hormoni špricajo, kjer je v bistvu blaznilo celega sveta in noter v človeku in zunaj. Skratka, to je ena redkih, zelo redkih osebno izpovednih stripov nasploh v Sloveniji. Mi v Sloveniji smo zelo slabi z osebno izpovednimi stripi. Delamo zgodbe, ki so fikcija, dokumentarne, vsega boga. Osebna izpoved je pa nekaj, kar nam pa ne gre dobro. Zato mogoče bi Matej tebe vprašal, saj vem, da mogoče ni vse, seveda, osebno izpovedni stripi niso vedno do pičice avtobiografski, so tudi meta zgodbe to na nek način, ampak ja, zanima me, kako pravzaprav si to naredil in kaj ta strip predstavlja in zakaj Slovenci nimamo dovolj tega osebno izpovednega stripovskega vseb. Dejansko ta strip je bil v bistvu moj prvi stripovski album in je bil velik izziv že sam po sebi, da sem ga spravil skupaj. Moram se pa malo vrniti nazaj, ker takrat sva tudi s Cirilom kar dosti sodelovala in sva imela podobne težave, oba dva sva bila zgorela. Torej sva veliko delala, poskušala sva se osamosvojiti oziroma iti vsak na svoje, začeti neko svojo družinsko zgodbo in podobno. In vsak ima nekaj, to so bile zdravstvene težave, psihične težave, kjer v bistvu, ko doživeš to izgorelost, dejansko ne veš, zakaj se zbujaš vsak dan. Ne? Je podobno depresiji, zdaj lahko, da je tudi to depresija, ampak jaz sem to prebolel brez zdravil, predvsem z odnosi, ki sem jih imel s svojimi bližnjimi in to je bila ena od takih terapevtskih, zelo učinkovitih pristopov, ki dejansko so mi pomagali, da nisem šel iskati pomoči nekam drugam, neke kemične pomoči, farmacevtske in podobno. Po drugi strani je bila pa tudi glasba zelo velika pomoč in tu je treba priznati, da glasba je neposredna tegane v trenutku, ko čutiš, bi rekel, to težavo in notranjo, bom rekel, neuravnovešenost do neke mere in nelagodje samim sabo, te glasbo v bistvu pomiri, ampak zanimivo je, da sem poslušal tako glasbo, ki je bila precej temačna. Ne?
Ni bila glasba, ki bi bila vesela, tista, ki bi mi na nek način terapevtsko vplivala name, ampak sta bila naprimer Dane Zajc in Janez Škof, ne, Ogenj v ustih. Kar je v bistvu zelo kruta poezija, zelo dobro uglasbljena, bom rekel ambient in ona atmosfera, ki jo izraža, sta mi izredno pomagali, da sem na nek način to dal iz sebe. Ne. In dosti hoje, dosti miganja. Vedel sem, da sem se zapostavil, ko sem živel v Ljubljani. Preveč sem v bistvu delal, namesto da bi skrbel kdaj zase. Ne. In sem moral pač zadeve zabremzati na enem nivoju, predvsem tem delovnem, končati z delom, ker tudi nisem bil sposoben risati, naprimer, na eno obdobje. Ne. In se posvetiti samemu sebi in razmišljati o samem sebi, ne, kar je najbolj kruto, ker gledajte, tudi ko mi izgubljamo življenje, ne, to sem spoznal takrat in sem temu rekel kači pik, nek simbolično izraz sem si izbral za to. Ne. Dejansko naš ego, ta naš jaz, s katerim se mi poistovetimo, da smo to, kar smo, ne, jaz, Matej, ti, Ciril, Žiga in podobno, to je laž. Ne. Ko se s tem zaveš, da je to vse na laž, da to boš enkrat zgubil, ko boš umrl in bo odšlo, ne, potem lažje sprejmeš marsikaj drugega. Ne. Tako da je bila izjemno kruta izkušnja, ampak mi je pa pomagala v nadaljnjem življenju. No, zdaj, če sem tako malo povzel, kaj je bilo v ozadje. Ko sem se lotil stripa, je bilo to predvsem terapija zame. Nisem niti pričakoval, da bo kdo našel v tem neko zanimivo branje. Sem bil tako vzvišen umetnik, ne, po svoje, ampak ne, hotel sem izpovedati to, kar se mi je zdelo pomembno, kar sem takrat doživljal, kar mogoče kdo drug tudi lahko še doživi. In da vidi, da ni sam, ker največja tolažba, ko je Carl Gustav Jung sam rekel, je, da vidiš, da je nekdo v slabšem stanju kot si ti. Ne. Pač kruto zveni, ampak tako je. In ko vidiš, da je nekdo imel neko podobno izkušnjo ali pa še hujšo stvar dal skozi, potem sprejmeš to, kar se ti dogaja, nisi več žrtev in se začneš prebijati naprej. Ne. Te zadeve so trajale kar dolg čas, pol leta. Ne. Jaz sem imel 2 miselna toka v glavi. Ne. Moral sem se potruditi, da sem nekomu sledil, kaj je govoril. Moral sem se potruditi, da sem se obnašal normalno. Tako, da sem bil lahko v nekem tesnenem prostoru miren. Ne. Tako da kar zahtevno reč. No. Jaz moram reči, da sem tvoj strip prebral šele pred 3 leti in me je čisto navdušil v trenutku. Tudi jaz sem podobne stvari doživljal in sem se popolnoma poistovetil. Ni bilo pa, ne vem, nisem prepričan, da je to samo izgorelost, čeprav tukaj je veliko tega, pa nespanje, a ne, pa tako naprej, tako par stvari, ki si jih povedal, ampak mislim, da je tudi pravzaprav soočenje, ta prehod iz mladosti v odraslost, to prinese velike prelomnice so to v življenju, ne, konc faksa v tvojem primeru, ne, in potem iskati službo, to je eden največjih prelomov pravzaprav, ne. Tako da v bistvu smo, čeprav nimamo vsi identičnih izkušenj, ampak mislim, da marsikater mlad moški in seveda ženska gre skozi te stvari, ne, vsak mlad človek. Tako da v bistvu je bilo meni čudovito videti nekaj takega na stripu, pa čeprav šele pred 3 leti, ko sem tudi sam imel distanco do tega. No. Jaz moram reči, da vsi tisti, ki smo ustvarjalci, ki smo kreativci, imamo srečo, da imamo nek medij, skozi katerega sprostimo ta ventil notranji. Ne. Me bolj skrbi za tisti, ki tega nimajo. Ne. Tam so lahko te težave bistveno hujše. Ne. Čeprav vse vemo, imamo pa tudi genialne avtorje, ki jih je požrlo to, kar so delali in so šli do konca. Ne. Brez zavor. Ja, tako, hvala. Ja. Tako da ja, to je Pagatova izpoved. Dejansko to je relativno tanek strip, to v pol ure prebereš ali pa še prej, no? Ampak to je silovito, to je silovito, to je šus. To te res ti eno konkretno focko da, ampak na pozitiven, dober način. No? In ko sem v zadnjem letu raziskoval te osebno izpovedne avtobiografske stripe, pravzaprav v Sloveniji jih skoraj da ni. Eden redkih je potem še tale Endodontov strip, za katerega nisem vedel, to si mi pa danes povedal, Ciril, da je tudi avtobiografski, ker jaz nimam te slovenske izdaje sploh. Vedel sem, da si to pred leti delal, ampak to v bistvu namen tega stripa je bolj poučne narave, ne? Ampak so pa tvoje osebne zgodbe noter.
Daj povej, kaj je v tem, ker smo že pri avtobiografskem zdravju. Ja, ne, mogoče več kot o tem, to mislim, to se moram pohvaliti, no, za slovenske razmere 5000 izvodov tega smo natisnili, zmanjkalo ga je in zdaj mi ljudje že v netu pišejo, da moramo iti v ponatis. Ampak za slovenske razmere je to zelo uspešen strip, po številkah. Najbolj. Ja. Tukaj sva dobila tretjega otroka. Jaz sem pa takrat urejal tipografijo za slovensko izdajo Mausa Arta Spiegelmana. Se pravi, to se hkrati dogaja. Jaz sem šel v New York, obiskal Arta Spiegelmana, ga prosil, da mi napiše še ČŽ-je. Oh my God. Se vrnem nazaj iz ekipo, vodil nas je strokovno Lucijan Bratuš, profesor tipografije, smo naredili res super tipografsko rešitev Mausa. Okay. In pišem potem Artu, tle neki pregled, kako zgleda, pa by the way dobila sva tretjega otroka. In Spiegelman reče, wow, 3 kids, it's time for career change. You should become a lawyer or a dentist. Ja. Sem rekel, ok, striparji nismo znani po visokih etičnih standardih, ampak tako nizko, da bi postal odvetnik, še nisem. Zobozdravniki, to je umazano delo tam ljudem noter v roke, bom jaz reč prijatelja, ki je zobozdravnik, prosil, če skupaj narediva strip. To je ta strip. Ampak ok, zdaj, šalo na stran, ta diskurs o stripih in medicini je resen diskurs, ki ga vsako leto oblikuje konferenca Graphic Medicine. To je prav nevladna organizacija, ki vsako leto pripravlja, žal večinoma v tem anglosaksonskem svetu. In leta 2016 sem šel na to konferenco v škotski Dundee predstavljati tale strip. In Dundee ima tudi edini doktorski študij stripa v Združenem kraljestvu. Je bilo zanimivo združenje in tam je postalo očitno, da nekako te medicinske stripe lahko razdelimo v neke kategoriji. Eni bi bili te čisto, recimo, navodila. Vem, da španske bolnišnice so imele odlično prakso, kjer so navodila spravili take kratke, učinkovite lušne stripe z nekaj temperamenta. To ni bila suha stvar. In drug način je to, da se pri tej medicinski zgodbi skoncentriraš na to, kako poteka ta bolezen, in ta moj strip je izrazito tak fantovski, ki se skoncentrira na vprašanje, kako poteka zdravljenje zoba. In tu ne budemo omeniti še to tretjo vrsto, to je pa v bistvu, ko se vprašaš, kako se stvari občutijo. In kolegica Raina Telgemeier, ameriška avtorica stripa, je pa napisala recimo svojo zgodbo o zobeh, ki je pa izrazito zgodba o tem, kako ona to doživlja. Se pravi, ta čustveni svet, ki spremlja poškodbo zoba, ne ta mehanski, kot je pri meni izrazito v tej stripu. Ne. Tako da to so že te 3 kategorije in seveda Ksaverjeva zgodba sodi v to 3. kategorijo. Se pravi, kako se stvari občutijo. Ampak je pa zanimivo zaradi tega, ker ta stripovska forma, specifično, ki jo Ksaver uporablja, je izredno reducirana in omogoča, da se bralec uživi in ko dopolniš to manjkajoče, potem tudi zelo globoko, zelo močno doživiš to zgodbo. Tako. Jaz sem eno vprašanje, Bože. Lahko da me še eno vprašanje? Ti kar povej. Zajebi zdaj te neke stripe, pa zgodbice, mene zanima denar. Ne bomo razkrivali evrov, ampak v odstotku vendarle zaje. Koliko ti je, če rečemo, da je 100% tvoj letni proračun, ki ga dobiš za svojim poklicem, koliko odstotkov ti je dvignalo dejstvo, da je zdaj strip izšel
tako za francoski trg, kakor za slovenski. A je to sploh kaj znatnega, ali si tudi tak revež, kot smo tukaj? Non, 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 ça me... En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment mené deux carrières de front. J'ai continué à travailler à temps plein en tant qu'infirmier et j'ai eu cette activité d'auteur à temps plein aussi. Donc je vais pas mentir, je suis quand même bien loti en France et ça me permet de vivre plus confortablement aujourd'hui. Par contre, mener deux carrières de front, c'est très épuisant sur le long terme. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans une démarche d'essayer d'équilibrer ma vie entre mon travail à l'hôpital, que j'ai pas envie d'arrêter parce que j'adore ce que je fais à l'hôpital, et mes créations, que j'ai pas envie d'arrêter parce que j'adore ce que je fais aussi. Donc voilà, je diminue un petit peu mon temps de travail à l'hôpital pour pouvoir me consacrer un peu plus à mes créations aussi. Et à ma famille. Ja, ne bo skrival, da v bistvu kar dobro zasluži, ni omenil številk, ampak mu pač ta zaslužek omogoča čisto podobno življenje v Franciji. Je pa res, da je v bistvu fural dva joba, polni delovni čas, a ne, se pravi in v bolnici in kot avtor, da se je zdaj odločil, da bo šel na polovični delovni čas v bolnici, da se bo lahko bolj posvetil svojemu avtorskemu delu in svoji družini. To je včeraj povedal, zato sem dodala nekaj svet. Je suis pas très doué pour les métaphores en fait. Sauf quand il s'agit de les dessiner. Mais... Mogoče bi na koncu še besedo rekel o Hinku Smrekarju. Ciril, ti si opisal doktorat. In Črnovojnik je njegov Črnovojnik, ki je nastal leta 1917, izšel pa 1919, je pravzaprav ena prvih protostripovskih avtobiografskih zgodb. Zakaj sem pa tukaj zdaj to še ven prevlekel? Zaradi tega, ker je pravzaprav to zgodba o tem, kako je on pod narekovaji zasimuliral, da je nor, in ga niso dali v vojsko, ampak so ga potem po raznih zaporih vlačili pa tako naprej, in to je pot o tej njegovi poti po zaporih, pretežno do na koncu senatorija, kjer je pa pravzaprav leta 19, ko je ta strip že bil zunaj, je bil pa on že kar tam. Se pravi, je bil pa on že uradno nor. Ne? In pravzaprav je 7 let imel blokado, delal je sicer tudi, no, ampak so bila to nekako nenavadna leta v tem njegovem življenjepisu, ki se je začel, bom rekel, z nekim samo izpričano norostjo, potem pa dejansko je šlo za duševne težave iz različnih razlogov in vzrokov. In pravzaprav ta strip je zanimivo brati tudi skozi to prizmo. Tukaj je spet zelo krute situacije, zelo krut pravzaprav svet in ogromno enega humorja, ogromno ene tudi šaljivosti, pa čeprav so stvari zelo čudne in brezupne in brezizhodne in tako naprej. Skratka, dokler se potem očitno ni zgodil nek prelom, kjer se je pač na nek način duševno zlomil, pozneje v življenju pa spet se sestavil nekako. Mogoče lahko poveš kaj več o Smrekarju? A sem že vse povedal? Ne. Mislim, ne. Zdaj, to je obdobje, ko se vsi ukvarjamo z Smrekarjem. Mi tukaj poskušamo eno dobro prakso postaviti, ker je treba priznati, da je med inštitucijami nekaj ljubosumja in nekateri vlečejo voz zase. Ne. Mi smo pa zdaj eno dobro prakso, ker smo začeli si tekste, ki jih pišemo, drugemu kazati. Ne. Ker ti zdaj je Smrekar vroča tema.
vsi želijo nekaj povedati o Smrekarju. Ne? Pa nisem začel jaz o Smrekarju govoriti, začel je in nikoli nehal govoriti o tem Damir Globočnik, dvojni doktor iz Kranja, ki živi v Radovljici. On je 20 tekstov že napisal o Hinku Smrekarju in več o Hinku Smrekarju je pisal samo še Smrekar sam, ki je tudi rad pisal o sebi. Tukaj je en tak mehen počečkan list, to je osnutek dispozicije, doktorske naloge. Naslov je Razvoj stripovskega vizualnega jezika v protostripih Hinka Smrekarja. To zdaj prvič javno tukaj berem. No. Zdaj s kolegi to dodeljujemo. Ne? Super, super. Okay. Ja. Zdaj pa seveda jaz bom našemu frankofonskemu prijatelju povedal, ga bom razsvetljiv. Ne, ja. ne, pomembno reči, ker nekaj ne ve on. Pas en français, mais c'est l'histoire très longue parce que la théorie de la langue a domicile à Slovénie jusqu'à 1919. No? 1919. Ja, exactement. Ja. Okay, se pravi, v isto leto, ne, 1919, izide Črnovojnik. In ti, Žiga, si prvi med vsemi, ki se ukvarjamo s Smrekarjem, ugotovil izjemnost tega protostripa, ker si ugotovil, da gre za take vrste avtobiografsko izpoved, da ob skrbnem pregledu, ki ga bomo morali še nadaljevati, ker morda bomo še kaj odkrili, ampak ob skrbnem pregledu se kaže ta hip, da to vrstne zgodbe ni. Ne. Se pravi, gre za osebno izpovedni avtobiografski strip daljšega formata. Pa brutalno iskren. Vse imate not. Splav, duševna bolezen, umiranje, hardcore. Ja. Takrat pravzaprav so delali kratke stripe, avtobiografski stripi so bili zelo redki, če so že bili, so bili ena stran, pa potem se je to tako. To je pa en zamah, to je pa 24 strani v enem zamahu. Nikjer na svetu ni nihče še povedal, da je karkoli podobnega išlo pred tem. Lahko da je, ne vem, v Litvi, tam v kakšni vasi skrit, kaj tazga skrit. Ne vemo. Ja. Ampak zaenkrat na luči dneva je tole najzgodnejši, daljši avtobiografski strip na svetu. Ampak zdaj leta 1919, leta 1919, ne, končno se Slovenija znajde v novem državnem okviru, v okviru kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, uradno. In v Ljubljani se ustanovi univerza. In v obdobju med obema vojnama je na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi deloval francoski jezikoslovec Tenier, T-E-S-N-I-R-E. Ja. Ki se je domislil tako imenovanih vejic oziroma stem, ki kažejo relacijsko zgradbo znotraj jezika. Steme. To je, ko ti razčleniš, včasih hierarhično, včasih pa relacijsko razčleniš jezik, stavek na dele. To jezikoslovci tukaj vejo. Osebek, povedek, predmet ali... Ja, ne, tudi, ampak bolj zahtevno. Okay. Ja. Jezik je hudičevo zahtevna reč. Te steme si potem brezobzirno izposodil Čomski. Nikoli ni Tenier citiral. Ampak, tako, ja. Ampak Ljubljana ima torej silno zgodovino, 100-letno zgodovino, lahko, če malce čez palec pogledamo, enega resnega študija jezika in tudi naši jezikoslovci ta hip so jezikoslovci v dobri kondiciji. Tako da jezik se tukaj resno študira, pa ne samo slovenščina, vem, da recimo Nagisa
Nagisa Moritoki je tudi diplomirala pri nas z enega japonskega glagola. Ne? Okay. Tako da leta 2015 pa je izšla knjiga Nila Kona, ameriškega raziskovalca, ki je pa postavil teorijo, da gre pri stripu za vizualni jezik. Okay. To je teorija, ki je zelo zanimiva, zaradi tega, ker bo verjetno prav v tej teoriji ključ, s katerim bomo lahko ta fenomen bolje razumeli, pa mogoče tudi to, da bomo lahko zamejili področje teorije stripa, ker je zelo mamljivo razglasiti za strip mnoge forme, ki so starejše, ker je pripovedovanje v podobah stara reč, stara, in smo v podobni, drži, Belgičani imajo res kar, pozorna analiza, imajo kar čist dobre sekvence z, recimo, bi lahko rekli nekim, v likovni teoriji temu rečemo vizualna konstanca, kjer imaš potem lik, kjer potuje, in lik je recimo v egipčanskih stripih žito. Ne, žito potuje dovolj jasno, da gre za neko jasno sekvenco. Ampak astronomi so leta 2005 ugotovili, da če želijo ohraniti Pluton kot planet, bodo morali še 500 podobnih teles razglasiti za planete, ker ustrezajo enakim kategorijam, in Pluton je potem izgubil na eni veliki konferenci status planeta in se je področje študija zamejilo na 8 planetov, na pritlikave planete, pa na ostala telesa, ki jih je Osončje precej bolj polno, kot se nam je sprva zdelo. Zato je bolj varno, da tem stripom rečemo, oziroma tem izdelkom rečemo protostripi. Tako in Alenka Simončič, ki je pripravljala razstavo Hinka Smrekarja, torej ne brez napak, pa vendarle izjemno delo, ta razstava, in ona je pravi, da je bil Miki Muster učenec pri Hinku Smrekarju, ki je imel nedeljsko šolo, dobesedno v nedeljo so hodili se učiti k njemu. Hčerka od Alenke Simončič je želela delati neko nalogo v osnovni šoli in prišla nazaj od Mustra s to informacijo. To je edini vir, ker je Muster že pokojen, jaz ga pa nikoli nisem vprašal o tem. In tu je ena kontinuiteta. Matej? Yep. Ampak to je mogoče odločnica, protostrip pa strip. Ne. Okay. Treba je zamenjiti področje. Okay. Sem hotel nekaj drugega omeniti. Ne, kar povej. Nisem hotel omeniti. Počas bomo zitek zaključili, ker zdaj je Ciril nas še nekam odpeljal še drugam in zdaj povedali smo pa itek že vse. Tako da dajmo sam še zaključni krog narediti. Prosim, Matej. Ne, povej to, kar si mislil najprej. Ne, ker ne bi šel preveč v to jezikovni nivo stripa, ampak pričevanje, se pravi, ko razgali neko notrenost, jo ne razgali na tak, bomo rekli, način, ki bi bil banalen oziroma do neke mere, tako kot vidimo v teh reality showih, ne, ker so v bistvu ljudje pokažejo najslabše od sebe, ampak poskuša odbrati stvari, ki so, bi rekel, jih je možno deliti z ostalimi in plemenitijo nas in z njimi lahko rastemo. Ne. Tako da, če moramo neko tako misel dati, vsak strip je do neke mere pričevalski, ampak nekateri to bolj izrazito pokažejo. Glavno, bomo rekli, obdobje razvoja tega avtobiografskega stripa so bila 90. leta, predvsem v Severni Ameriki, v Kanadi in podobno. V teh državah je bil prav trend teh avtobiografskih stripov. Mogoče je bilo stanje duha tako, da so ljudje to radi pokazali, ker smo bliže nasičeni vseh, bomo rekli, zgodb, ki so bile na nek način zapakirane v neke žanrske forme, ne? In dejansko smo postali bolj občutljivi, to sem hotel povedati. No? Postali smo bolj občutljivi kot kultura in kot bralci. Ne? In tudi bolj zahtevni do stripa, posledično. Tako. Ja, mogoče sam dopolnim, zelo močni v avtobiografskem stripu so bili Japonci že
vse od 30 let naprej, pa pol 50, 60, 70. Ja, medtem ko Francija, Belgija, Amerika, tukaj se je pa v bistvu avtobiografski strip razmahnil 80, 90 in še danes. Danes je pa pravzaprav, jaz dejansko kupujem te stvari in vsako leto kupam, ne vem, 10-15 stripov iz tujine, tega je danes k šodra, tega je danes ogromno in vse je zelo, ne vse, ampak ogromno je zelo kvalitetnih stvari. Se pravi, ampak ja, velik razmah se je, kot si rekel, v ZDA dejansko zgodil takrat. Japonci pa že prej, se pravi, mogoče pride do te avtobiografske izpovedi takrat, ko ni več nobene druge poti, ko je bolečina ali pa ko so stvari že toliko intenzivne, da ne gre več drugače, kot da to nekdo, ki zna narisati, tudi nariše. Jaz mislim, da ta avtobiografski element pride, ko se pojavi neko nelagodje v družbi. Ne? In mislim, da Japonci imajo blazno nelagodje v svoji družbi. Mislim, da so eden najbolj odtujenih narodov na splošno. Ne? In ni čudno, da se to dogaja ravno pri njih. Mislim pa, da se še marsikje drugje. Tako da se pravim, postajamo vsi bolj občutljivi na tem nivoju. Ne? Upajmo, da se tudi v Sloveniji še kdo drzne. Mislim, da celo bo nekaj pri Vige Vage, Sumatra, pravzaprav tudi Gašper Kranjc, te njegove mestne ptice so delno avtobiografske, ni to avtobiografsko, ampak se vidi, da je poln enih detajlov, tudi pogovarjal sem se z njim na enem dogodku in je tudi marsikaj seveda iz lastnega življenja črpal. Ne. Zdaj piše pa podeželske ptice. Riše, no? Ali ptice na podeželske ptiče. Kako? A vaške? Aha, hvala lepa. Ciril, kakšna zaključna misel? Ker je stripov toliko, je skrita naloga mojega doktorata zamejiti definicijo stripa. Super. To je to. Super, super. Ampak brez skrbi, mislim, na življenje, konkreten strip, to je strip. To je strip, ok. Našemu gostu se bom pa zahvalil, da ste prišli v Slovenijo in tudi, da ste bili tako pogumni in odprti, da ste nam tole dali. A prav razumem, da je to prvi strip? Ne, ampak a je to ker dva sta že bila s to tematiko, a je to združeno ali je to samo eden od dveh? A mogoče vemo, da bomo dobili še drugega, ali ne vemo? Je sais pas où en sont les négociations. Mais... Ne veš, kje smo v pogajanjih, ampak Bomo videli, ja. Si c'est le cas, je reviendrai avec plaisir. in če se bo to zgodilo, bo z veseljem spet prišel. Najlepša hvala za vašo prisotnost danes in seveda za strip. Mais c'est moi qui vous remercie de m'accueillir si chaleureusement. Et c'est voilà, j'ai pas encore digéré tout ce qui s'est passé depuis 3 jours, mais je suis très touché de l'accueil slovène. Ja, Xavier se zahvaljuje v bistvu nam vsem, vam vsem, da smo ga tako lepo toplo sprejeli in pravi, da še ni uspel vsega predelati, kar se je zgodilo v teh 2 dneh, odkar je tukaj, tako da se bo z veseljem vrnil, če bo priložnost. Hvala tudi vam, obiskovalcem in Pija bo še nekaj povedala. Hvala tudi vsem. Bomo s skupnimi močmi. No, hvala vam tudi vsem, da ste bili prisotni na tej okrogli mizi, kot tudi seveda vam, dragi obiskovalci, brez katere te mize ne bi mogli izpeljati. Hvala tudi Francoskemu inštitutu, ki je avtorja sploh pripeljal na tole turnejo po Sloveniji. In pa hvala tudi založbi Malinc, katere stojnico pa lahko vidite tamle pred stopniščem, kjer lahko tudi pogledate in tudi kupite danes prav ta strip, o katerem je bilo govora, strip Na življenje. Naj pa ta trenutek izkoristim še za to, da vas povabim ponovno na oktobrski veliki praznik stripa. Med 5. in 10. oktobrom se bo namreč odvijal festival stripa Tinta. 9. oktobra bo prav tukaj v kinu Šiška
veliki dogodek, sejem, delavnice, okrogle mize, pogovori z avtorji, masterklasi, v glavnem ni, da ni. Tudi razstave se bojo otvarjale že prej, dražbo stripov bomo imeli, več seveda najdete na spletni strani Kina Šiška kinosiska.si in pa tudi na Facebook in Instagram profilu festivala Stripa Tinta, kjer nas prav tako lahko zasledujete in mogoče tudi sami kaj objavite. Tako da hvala vam še enkrat, da smo lahko super začeli to sezono. Hvala še enkrat seveda tudi vam in pa uživajte še naprej v današnjem večeru.